Mi pa gremo zdaj po svetu, kjer je še vedno ogromno ranljivih otrok, ki jim seveda je treba pomagati. In čeprav so zgodbe žalostne, so hkrati tudi navdihujoče o upanju, povezovanju, brezmejni ljubezni. Eno izmed takšnih zgodb piše seveda tudi starši otrok sveta. Kdo so in na kakšen način pomagajo otrokom po svetu, pa bomo izvedeli v naslednjih minutah. In v studiu že pozdravljamo naslednje goste. Dobro jutro, Ana Delo, Ana Krošlin in pa Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF Slovenija. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dve Ani, torej danes v studiu, lepo pozdravljeni. Koliko časa sta vidve že del projekta Starši otrok sveta? Mi dva z možem sva del tega projekta, programa Starši otrok sveta nekje okoli 2 leti. Ana? Jaz sem pa že 12 let. Takrat, ko sem postala mama, se je po mojem to mečkam bolj vzbudilo pri meni in sem rekla, zakaj pa ne bi še komu drugemu pomagali, ne samo svojim otrokom. Kaj opažate, koliko je zanimanja, recimo v Sloveniji, za biti starš otrok sveta? Ja, pač mi imamo ta trenutek približno 10 000 posameznikov, ki nam s tem mesečnim prispevkom UNICEF-u pomagajo v programu Starši otrok sveta. V prejšnjem mesecu, v oktobru, se nam je pridružilo preko 100 novih staršev otrok sveta, tako da zanimanje seveda je. In smo veseli, da je tako in strašno hvaležni za vsakega, ki se odloči, da postane podpornik. Pomagate torej otrokom, pri čem? Vemo, da so grozljive razmere, otroci živijo brez vode, brez hrane, brez elektrike, brez šol, tako. Ja, pač UNICEF deluje na vseh teh področjih, ki ste jih imenovali. Najprej poskušamo poskrbeti za to, da otroci preživijo. To je prva in osnovna otrokova pravica do preživetja in nažalost je tudi ta marsikje kršena. Potem, da imajo pač seveda dovolj hrane, čista pitna voda, da se lahko šolajo, izobraževanje je strašno pomembno, da so zaščiteni pred izkoriščanjem, da so zaščiteni pred rekrutacijo v vojaške skupine, da so precepljeni, da na ta način seveda poveča možnost preživetja otrok. Tako da programi, ki jih UNICEF dela, pokrivajo vsa področja otrokovega življenja. Kaj je vas prepričalo, da ste rekli, da ste izpolnili formular na spletni strani in postali starši? Nekako je to neka najna zahvala za to, da lahko mi živimo tukaj, ker živimo in v bistvu se s to dobrodelnostjo pomagamo tistim, ki te sreče nimajo. Da sva se pridružila temu programu Starši otrok sveta, mi je bilo najbolj všeč to, da te donacije grejo neki skupnosti, da ni to en otrok, ki je financiran, ampak da je to neka skupnost in se tam delajo neke večje spremembe. Zagotovijo se možnosti za izobraževanje, za čisto vodo, za tudi precepljenost in tako. In to je tisto, v bistvu, kar sva iskala, da imajo te naše donacije neko večjo moč, neko večjo težo. Kako pa izberete skupnosti, ki so potrebne pomoči? Veliko jih je namreč, ne? Ja, torej, postajajo točno določeni kriteriji, kdo dobi največ pomoči. In sicer analize se delajo na tem, kakšna je stopnja preživetja otrok do 5. leta, koliko otrok je podhranjenih, koliko otrok živi v popolni revščini in tiste države, ki so v slabšem položaju, dobijo več pomoči v normalnih razmerah. Seveda se pa nažalost dogaja vedno več katastrof povzročenih od človeka, vojne, klimatske spremembe in ko pride do neke take hude, akutne zadeve, se seveda v tistem trenutku sredstva prioritetno tudi namenijo tja. Kakšen pa je pravzaprav prispevek, ki ga mesečno donirate? Je to določeno ali v bistvu se vsak starš posebej odloči za to? Ana? O prijavi v UNICEF-ov program Staršev otrok sveta že so predlagani neki določeni zneski, lahko se pa popolnoma sam odločaš, koliko boš doniral in meni se zdi prav, da odtegneš toliko, kolikor želiš, kolikor misliš, da tebi ne bo nič v škodo šlo, hkrati pa že z majhnimi prispevki zelo veliko lahko skupaj naredimo, ker gre za organizacijo, ki skrbi za skupnost in nas je že kar veliko. 12 let ste že v tem programu? Ja, 12 let. Vas je kdaj zamikalo, da bi obiskali kakšno od teh skupnosti, pogledali, kaj ste pomagali soustvariti? Ja, sigurno, ampak nas UNICEF kar redno obvešča, kaj se dogaja z našimi donacijami, dobivamo redne mailinge. Zdaj s to kampanjo Starši otrok sveta smo pa tudi mi točno zvedeli,
kaj se je dogajalo z našimi donacijami. Jaz, na primer, sem omogočila preživetje 40 podhranjenim otrokom. In ko to zveš, to sploh ta prvič, ko to slišiš, pač mene so preplavile solze. Ja, to pa zagotovo, ne? Vendarle gre za plemenito dejanje in kot smo se že prej pogovarjali, ne gre za velike zneske, ne? Mesečno, koliko povprečno, ne? Če recimo povem, da, ne vem, 15 evrov mesečno kot primer, ne? V enem letu s 15 evri se nabere dovolj denarja, da lahko tisti posameznik, ki 15 evrov mesečno daruje, prispeva hrano za 9 kritično podhranjenih otrok. In tista terapevtska hrana za kritično podhranjenega otroka dejansko lahko pomeni razliko med tem, ali bo ta otrok preživel, ko je hudo prizadet, ali ne bo preživel. Tako da zneski so lahko res relativno simbolični. Hkrati pa seveda 10 tisoč ljudi v Sloveniji, tisoči drugje v drugih državah, kjer UNICEF tudi zbira sredstva s podobnimi programi, na koncu pride do tega, da se lahko celim skupnostim pomaga. Kako velika pa je skupnost starši otrok sveta? V Sloveniji... Poznate med seboj, ja, v Sloveniji? Preveč, da bi se poznali med seboj. Ja. Približno 10 tisoč je zdaj trenutno v Sloveniji staršev otrok sveta pri UNICEF v Slovenijo. Tisti, ki bi želel pristopiti, je zelo zakompliciran postopek? Ne, daleč od tega. Ne. Samo na našo spletno stran se je treba sprehoditi in postopek je strašno enostaven. Z nekaj kliki odločiš se, ali bo šlo to preko trajnega naloga, ali boš daroval s pomočjo kreditne kartice, vpišeš podatke in si že starš otrok sveta, potem od nas začneš dobivati povratne informacije, tako da veš, kaj se s tvojimi donacijami dogaja, tako da postopek je res izredno enostaven. Zdaj, ponavadi je veliko vprašanj na temo transparentnosti. Ne? Ana, kako vi gledate na to? Ste tudi kaj preverili prej, ali bo denar dejansko šel tja, za kar ga donirate? Zagotovo je to stvar nekega zaupanja splošnega. UNICEF-u že dolgo sledim. Tudi neki projekti, ki jih izvajajo v Sloveniji za naše otroke, so se me dotaknili in zaupam ljudem. In tudi, ko sem spoznala te ljudi, ki delajo na našem UNICEF-u, je bil dvom ali pa, ne vem, misel o tem, da ne bi potekale stvari tako, kot morajo, pač ni ga bilo. In tudi to je, kot je že rekel gospod Tomaž, mednarodna organizacija, široka mreža, infrastruktura je spostavljena in oni imajo informacije, ki se ta pomoč zares najbolj potrebuje. In v bistvu to je bilo nama dovolj, da sva se odločila za UNICEF. Hvala, ker pomagate, hvala, ker širite dobro v svetu in hvala za obisk. Vse dobro še naprej. Hvala.